En lep pozdrav. Danes bomo govorili o prvi strategiji za puščeno omrežje, za zaslužke, pasivne zaslužke, kako odreagirati, kaj narediti zdaj, ta trenutek, v bistvu, da boste čim hitrejši, čim bolj uspešni na puščenem omrežju. Da to niso finančni nasveti, ampak so moje izkušnje, moje raziskovanja. Vi naredite svoje in naredite po svoje, kakor veste in znate. Jaz vam bom samo povedala, kaj jaz delam, ker do zdaj so se mi stvari že kar obnesle in verjetno se bojo še v bodoče, vsaj tako verjamem. Okej, zdaj, zakaj puščeno omrežje? Predvsem zaradi tega, ker je, če gledamo ostala omrežja, razen kakšno Binance omrežje ali pa še kakšno drugo omrežje, recimo Tron, ki pa ne deluje najboljše, so, ta omrežja so, kako bi rekla, poceni, dosti poceni, majhne, pa malo plačate za transakcije in to je super. To je v redu. Medtem ko na Ethereum omrežju so pa, ki je največje omrežje, plačilno omrežje in je neki hibrid v bistvu, pač to je normalno. Ethereum je nastal iz Bitcoina in Bitcoin omrežje je počasno, ima probleme. Ethereum je določene probleme popravil, ki jih je Bitcoin imel, in zdaj puščeno omrežje bo pa popravilo vse, kar je problem na Bitcoinu in vse, kar je problem na Ethereum omrežju. In pa še, kar je problem v tem finančnem evro-dolar sistemu, kar poznamo, ne. Zdaj, smisel, da je to prva decentralizirana mreža. To pomeni, da ni nekih lastnikov, ampak pač so vlagatelji, tisto, ki smo v začetku vložili pri žrtvovanju puščeno omrežje, bomo nekako neke vrste solastniki, ker bomo dobili pulse in te pač lahko jih, glede na to boste dobili, lahko jih date, te pulse lahko date stejkat, se pravi na depozit ali pa karkoli drugega lahko z njimi počnete in dobite od omrežja seveda potem nagrade, a ne, če držite ta kovanec, dobite pač nagrade. Drugi lahko pridete do njega tako, da ga kupite, čisto na začetku se ga ne bo dalo kupiti, omrežje se mora stabilizirati, tako da takoj, ko bo omrežje lansirano, bom jaz najprej omrežje opazovala. Zdaj, jaz ga poznam, se pravi, moja prva strategija je bila spoznati puščeno omrežje in to puščeno omrežje lahko vi spoznate tako, da ga testirate, in o tem poglejte moje prejšnje videe. Vse je lepo razloženo in opisano v opisih spodaj. Zdaj naslednji korak, se pravi, čisto prva strategija pred lansiranjem, zdaj od 15. naprej maja lahko pričakujemo lansiranje puščeno omrežja. Zdaj, puščeno omrežje razumemo tako, to je fork, torej odcepitev od Ethereum omrežja, to je prva strategija. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da čisto vse, kar je na blockchainu od Ethereum omrežja, tisti trenutek, ko se bosta obe omrežji odcepili, ko bo puščen naredil svoj prvi blok, bo vse, kar je tisti trenutek na Ethereum omrežju, bo kopirano v puščeno omrežje. To je dobra novica zato, ker vse, kar imamo na Ethereum omrežju in na Binance omrežju, Ethereum in Binance, ker je Binance tudi fork odcepitev od Ethereum omrežja, enako, vse te stvari se bodo kopirale na puščeno omrežje. Torej, če imate v svojih lastnih denarnicah, ne na borzah, poudarjam, ne na borzah, če imate vse v lastnih denarnicah, katerekoli kovance, ki delujejo na Ethereum omrežju, to so ERC20 kovanci ali na Binance omrežju kovanci, to bo vse kopirano na puščeno omrežju. Torej, imeli boste dvojno. Na eni strani v Binance in v Ethereum omrežju, na drugi strani enako boste imeli tudi na
puščajnem omrežju. Zdaj cene sigurno ne bojo enake, kovanci se ne bodo enako obnašali na obeh omrežjih, to je gotovo, to boste morali opazovati. Super pa je, ker boste te kovance dobesedno dobimo zastonj. Torej je prva strategija ta, da imate v svojih denarnicah kovance, za katere želite, da se kopirajo na puščajno omrežje. To je prva strategija in s temi tudi potem na puščajno omrežje lahko takoj delate, a ne? Takoj v bistvu, čist isti trenutek začnete delati in to je to. Zdaj jaz bi share screen naredila, da tole. Torej puščajno omrežje bo zagotavljalo hitre transakcije, zelo hitre transakcije, to je razlika od Ethereum omrežja, zelo poceni transakcije in ne bo energijsko potratna. Energijsko bo izjemno varčna, ker deluje samo na 33 strežnikih, ki se menjajo, ne, pač tisti, ki bo dovolj sposoben, to so ljudje sami prijavljajo, imajo pač sposobne strežnike, določene pogoje izpolnjujejo in se lahko prijavijo ter delujejo kot validatorji. To pomeni, da to omrežje res ne potrebuje visokih, saj se bojo enako kot na Ethereum omrežju, se bo dogajalo, da bojo šle navzgor cene v bistvu v transakciji, vendar ne v takem obsegu, ker se bodo kovanci, ki so, se pravi puls kovanec, ki je glavni za Ethereum omrežje, se bo kuril, se pravi brnil. To pomeni, da bo supply, ponudba vedno manjša in s tem v bistvu ne bojo poviševali inflacije in s tem cena bo šla gor in ne bo treba povečevati provizij za transakcije. To so fantje zelo dobro, programerji in pa Richard Hart so to zelo dobro naštudirali in vse napake Ethereum omrežja, Binance omrežja so popravili, vse, kar Bitcoin ne dela dobro, je popravil Hex, decentraliziran certifikat depozita časa, ki deluje enako kot klasične banke, s tem razlika pa je, da ste vi lastna banka, da vi upravljate s tem denarjem, da nihče nima dostopa do vašega računa, razen vi in noben nima vaših podatkov. To je super. Tako da zdaj, če boste imeli kovance na borzah, to pomeni, da bodo borze pobrale tisto smetanico, ki vam pripada. To bojo borze vam vzele, nikakor ne verjamem, da bo katerakoli borza vam to dala. Ni šans, zato ker oni bojo zaslužili ogromne denarje, ko se bo puščajno omrežje odcepilo, bojo oni to vse pobasali v lasten žep. Zato le spravite kovance dol na lastno denarnico, zdaj na katero. Če nimate denarja, zaenkrat je Atomic Wallet tudi čist super. Jaz sem jo preverila, jo uporabljam, ima super zasedbo zadaj, se pravi pomoč, hitro se odzovejo, lahko kupujete z bančnim nakazilom, z evri in pa tudi s kartico, se da. Bitcoin, Hex lahko kupite tukaj, lahko imate gor Bitcoin, Hex, v bistvu zelo, zelo veliko kovancev. Poglejte si moj video o Atomic Walletu, tam vse povem, tudi kako se stejka, kako lahko dobite pasivne prihodke in tako naprej. Tako da ta je zelo v redu. Še boljše je, če imate Nano S. To je v bistvu denarnica, ki je ločena od računalnika. Da povem še za Atomic Wallet, če boste uporabljali, uporabljajte izključno na drugem računalniku, kjer imate samo finance, ne delajte gor, ne imeti Zooma, ne imeti ničesar, kar je lahko nevarno za to, da vam vdrejo noter. Tako da to le pazite.
Ja, o varnosti bom še posnela video in bom verjetno vključila tudi vas, pa se mi boste pridružili in mi postavljali vprašanja. Nano S v bistvu čisto zadostuje za navadno uporabo, če imate pa zelo, zelo veliko denarja, kar je tudi možno, potem izberite Nano N ali pa to je S ali pa kakšno drugo varianto od Ledgerja. Ledger je francosko podjetje, je v Evropi, je preverjeno, naročite izključno iz njihove spletne strani. Nikjer drugje ne naročajte, ker lahko dobite lažno denarnico, pa vam spet vse dol poberajo. Torej, te dve denarnici sta se meni obnesli, nekateri imajo tudi druge denarnice, za katere pravijo, da so v redu. Metamaska ne priporočam, nikakor ne. Jaz sem imela težave in nisem updatala in po boju je to glavna napaka, zaradi česar sem jaz denar na Metamasku izgubila. Kar nekaj heksov, kovancev. Zdaj, mi si želimo res imeti hitre, čiste transakcije, da nas ne oberejo do kosti, pa da v bistvu lahko damo depozit, heks na depozit stakati, pa da ga lahko vzameš dol, pa da ne plačaš zaradi tega nekaj 100 evrov ali pa 1000 evrov, samo za transakcije, ker to je katastrofa, kar je zdaj na Ethereum omrežju. Zdaj, katere kovance pa imeti gor? Zdaj, to je prva strategija, se pravi imeti kovance na Ledgerju ali Atomic Walletu. Kaj imeti gor? To je zdaj moja stvar. Se pravi, torej kako sem se jaz odločila. Ni se treba vam tako odločiti. To jaz samo podajam svoje izkušnje in pa moje predvidevanja, kaj bi bilo najboljše. Moje predvidevanje je takšno, da ko se bo Pulse Chain lansiral, to bo verjetno po 15. maju enkrat, da bo cela zmešnjava na začetku. Jaz ne bom takoj reagirala. Ne bom čist takoj reagirala. Bom tako reagirala, da bom noč in dan opazovala, kaj se dogaja. Tudi s kovanci, s cenami kovancev. Ker kovanci, recimo, če boste imeli Ethereum, se pravi ERC20 kovanci, vsi pa, ne vem, če imate BNB, USD Coin, recimo, če imate Binance, recimo Dogecoin, tudi Shiba Inu, recimo to vem, to so vsi ERC20 kovanci. Če jih boste imeli na Ethereum omrežju ali pa na Binance omrežju, to bo kopirano. Čist isto vsoto, vse boste dobili, ne bojo pa cene enake. To pa primerjajte, cene bojo bistveno drugače, zato jaz ne bom prenašala iz Ethereum omrežja stvari, ampak jih bom zaenkrat pustila tam, kjer so, in opazovala tudi Ethereum omrežje. Ethereum omrežje ne bo kar tako crkano, pač to ne verjamem. Bo izgubilo zelo veliko uporabnikov, to sem sigurna, da jih bo Pulse Chain omrežje pobralo, zelo veliko, ogromno ljudi bo šlo tja gor, 100%, ampak tudi ne bojo šli vsi, pač veliko ljudi bo ostalo tudi na Ethereum omrežju, nekateri bomo delali pa na obeh omrežjih, nekateri imamo stake na Ethereum omrežju in tam ostanejo stake, se pa podvojijo, vsi stake, ki jih imamo na Ethereum omrežju, se podvojijo na Pulse Chainu, tako da tega ne smete pozabiti. To je strategija ena. Torej, katere kovance imeti zdaj, da se vam podvojijo, kaj se vam splača. Jaz bom povedala za glavne kovance, ki jih jaz že imam gor, in sem si zbrala pač denar in vem, da ne bodo proti dolarju in evru izgubili neke vrednosti. Pač nekaj imam Ethereuma. Pri Ethereumu je problem, ki gre zelo gor pa dol. Zdaj je Ethereum dejansko pocen. Bitcoin ni pocen, ampak Bitcoin mislim, da bo še padel. To je moje osebno mišljenje, ne to vzeti kot nasvet.
Za Ethereum sem prepričana, da bo tudi še padel, ko bo prišla res globoka kriza, ki še ni, se bojo te številke še telegrafi bojo šli še globoko dol, ne. Zdaj, kaj narediti? Svojih kovance, ki ste jih že kupili, ne prodajati, mislim, to je moja strategija. Jaz jih bom držala, dokler ne pride nazaj, ker enkrat se bo trg sigurno pobral. Če se bo čist sesul, se bo čez čas pobral, pa je to lahko traja nekaj let ali pa tudi 10 let, pa nič hudega. Jaz sem potrpežljiva in bom počakala in bom tisto, kar sem kupila, bom držala, ker drugače zgubiš. Če v takih razmerah, kot je zdaj, prodaš, zgubiš, to je škoda, ne. Zdaj je za kupiti. Zdaj, ko so stvari poceni, ne, oziroma pol, ko bojo še padle, zdaj lahko zbirate dolarje, evre in pa ali pa če date v stablecoine, ki sledijo ceni dolarja. Zdaj, jaz zaupam temule kovancu v bistvu DAI. DAI je za Ethereum omrežje stablecoina, ne, in deluje najboljš, preverjeno, zelo dobro deluje, ta kovanec ima nekaj za sabo in ne bo kar nekdo odšel pač z vašim denarjem, tudi če boste pustili v tem, to je moje mišljenje, ne. Potem jaz imam nekaj v DAI zagotovo, ta se mi bo kopiral na push-chain omrežje. Potem sem si pustila, zdaj ne vem, koliko bo DAI likviden na push-chain omrežju, ker ljudje ne uporabljajo toliko veliko DAI, ampak kaj uporabljajo? Največ uporabljajo USD Coin na Ethereum omrežju. Zdaj pa USD Coin pa jaz zakaj ne zaupam? Dobro, zato ker je to kovanec od borze, a ne, pač Coinbase. To je Coinbase borza. Coinbase borza je centralizirana borza, privatna borza, za katero seveda stoji tudi država, tako kot zdaj stoji za Krakenom. In ne veš, ne, kaj bo. Jaz tem centraliziranim stvarem ne zaupam, ker do zdaj so vse, kar so naredili narobe in v nekorist, torej v slabo ljudi, malih ljudi, kot sem jaz, pa verjetno tudi tisti, ki poslušate. Ampak USD Coin imam. Zakaj? Ker je izjemno likviden, izjemno, in pa bo verjetno, moje predvidevanje je tako, da bo na puščanem omrežju ta kovanc najbolj likviden poleg Hex kovanca. Tako da ne pozabiti na Hexa, ne. Sam Hex imam, pa jaz Hexa ne bom menjala pa prodajala, to ni govora. Meni je Hex absolutno preveč dragocen, da bi ga prodajala, to je sredstvo, ki je dosti boljše od Bitcoina in ima res dobro prihodnost, a ne. Torej USD Coin, če ga boste držali na denarnici, ste kar zmagali, to se bo kopiralo na puščanem omrežju in z njim boste lahko takoj trgovali, delali, kar boste hoteli, tudi Puls boste lahko kupili in tako naprej, a ne. To je strategija. Potem BNB kovanec tudi lahko imate. Jaz imam nekaj čisto malega, v bistvu toliko, da bom videla. Zdaj Tether. Tether, jaz ga nimam in s Tetherom tudi ne delam, zato ker Tether se je izkazal za zelo slab kovanec, to je isto tako kot USDC, je stablecoin, ampak zadnjič, ko so se borze sesule, to je nekaj dni nazaj, so se spet, a ne, je šlo vse dol in tudi komplet kripto in komplet delnice in vse v bistvu gre dol. Se je s Tetherom zgodilo nekaj, kar se s stablecoinom ne sme zgoditi. Ne sme se zgoditi, dobro poslušajte to. V glavnem, Tether zelo niha, glejte, kako gre lahko dol, in je padel na 80%. 80% vrednosti dolarja. Tega ne sme stablecoin narediti. To je katastrofa. Sicer je super za preprodajalce, ki lahko takrat kupijo in upajo, da bo šel nazaj, ampak pri Tetheru nikoli ne veš.
Pri tetru dejansko, gledajte, kako lahko zaniha, noro. Pri tetru dejansko ne veš, koliko v bistvu je zadaj sploh realnega denarja. Tetar je čist svoj kovanec, ki so ga ustanovili ljudje, ki imajo mednarodne tiralice in si jih lovi policija kot kriminalce, ker so že veliko ljudi ogoljufali. Zato paste pri tem kovancu. Jaz vam samo opozorim vas, toliko da veste, toliko da veste. Heks, a se heks plača kupiti? Seveda. Poglejte njegovo ceno. Smešna je zdaj. Super cena, 13 centov v dolarjih. Če pogledamo v evrih, evro 12 centov, skoraj 13. Ja, jaz mislim, to je moje osebno mišljenje, moje izkušnje, jaz mislim, da je heks se splača kupiti, ko je taka cena, v bistvu sploh se zna še past tako na 11 centov, na 10 centov. Zna past, po 10 pa ni šel, to je zanimivo. Vprašanje, zanima me, kakšna bo cena, ko bo res tista mama kriza, lahko da bo še padlo, je zelo, zelo velika verjetnost. Jaz heks kupujem zato, da ga ne prodajam. Za mene je on, zdaj, če ga boste imeli na denarnici, če ga boste držali na denarnici, potem ga imejte zaradi tega, da ga boste lahko na push-chain omrežju takoj dali stekati, ker se bo podvojil tam. Imeli ga boste na Ethereum omrežju in tam boste, lahko ga pa tudi prepošljete, sam ga pa ne morete stekati, to pa morate imeti v glavi. Pazite, karkoli je iz Ethereum omrežja prišlo na puščeno omrežje, če boste prepošiljali, ne morete dati na depozit, na puščeno omrežju, ker so to različni kovanci različnih poreklov iz dveh omrežij. Morate paziti, to strategijo vam bom še posnela, ker bomo zdaj bom snemala te strategije eno za drugo, tako da vam jih povem, to nekaj sem jih že naštudirala, pa še tisto, kar bom sproti pa updatala, pa vam povem, kako pa kaj. Tako da to se vam najbolj splača. USDC coin, DAI in tam ne boste vrednosti izgubljali, pa razen to, kako inflacija pobere, ker inflacija pobira dolar pa evro, pa heks, heks kovanec, to je za, te bojo po mojem mišljenju najbolj likvidni kovanci tudi na push-chain omrežju. Zdaj, poglejte si moje prejšnje videe, kako se push-chain omrežje lansira, aktivira, kako ga pogledate, testirajte, vse zdaj testirajte, da se boste naučili. Jaz bom na začetku in vam bom tudi snemala videe, opazovala bom push-chain omrežje, ker to omrežje se bo moglo stabilizirati. Norišnica bo na začetku kaos, potem buti bojo morali uskladiti cene, ljudje bojo delali pule, bazene, v bistvu projekti se bojo zagnali, verjetno po mojem bojo neke 3 dni, po mojem bo rabilo to omrežje, da se bo stabiliziralo, in jaz med tem časom bom videla, če bom kaj naredila, bom videla, ne vem, če bom. Ko bomo pozvala tudi cene. Cene bojo definitivno bistveno drugačne kot so cene v bistvu na Ethereum omrežju. To je pač, to je sigurno, da ne bo isto, Evo, zdaj, heks je zelo zanimiv kovanec, ne sledi Bitcoin ceni, ampak ima neko svojo, v bistvu, zdaj, tukaj, kaj se je zgodilo tukajle, 2 dni nazaj so bili največji heks stejki odprti, se pravi, ljudje so 1 milijardo nagrad so dobili v heksu, tisti, ki so dali stejkati in so zdaj morali odstejkati, se pravi, depozit odpreti,
In zdaj nekateri so vložili naprej, velikih je pa tudi prodali in so si pač privoščali stvari, ki si jih želijo in so obogateli. Zelo veliko, to je par dni nazaj se to zdaj zgodilo. In v glavnem, moj steak je še, jaz imam enega, še od pradavnine, se pravi, dosti od začetka Heksa, ta je moj največji steak v bistvu, čeprav sem vložila zelo malo. Jih imam pa kar nekaj novejših, od predlani pa od lani. Jih imam kar nekaj. Tako da pa tisti, ki ste z mano sodelovali in sem vam pomagala, pa tudi jih imate, vas je tudi kar dosti. Ja, no, tako da Heks je še vedno v pozitivnih številkah, kljub zelo veliki hudi krizi, lahko da boš zašel v negativne številke, je možno, ampak tisti, ki ste dali na depozit, se tega ne morete bati, ker cena je cena, depozit je depozit, cena delnice gre pa gora. To pogledajte v mojih prejšnjih videih, kjer boste videli, kako pogledate ceno delnic, katere spletne strani so. To je moj ta zadnji video bil, tam imate vse linke, pogledajte, boste videli, da cena delnice pri Heksu, to je po moje edina delnica na svetu, ki raste, ki gre gora. In je pač tako sprogramiran, ker Heks je programljiv denar, v bistvu tudi Ethereum, tudi Bitcoin, vse to je programljiv denar, medtem ko digitalni denar, kot je digitalni evro, digitalni jen, digitalni dolar, USDC, recimo, ali pa, oziroma, ja, to pa ni programljiv denar, je drugačen in je očitno zelo zastarel in očitno so zadaj lastniki, ki pobirajo, pijejo kri nam ljudem, ki uporabljamo njihov sistem in uporabljamo njihov denar. To je res dobro vedeti, da mi nismo lastniki dolarja in nismo lastniki evra. Mi imamo, ko vi dobite plačo v dolarju ali v evru, dobite dolg, vi ste dolžniki lastnikom tega denarja. Zato vam toliko veliko trgajo od plače in potem, ko greste v trgovino in potem, ko imate hišo in tako naprej. Davek na davek, na davek, na davek, na davek. Zato, ker je vse skupaj en velik, velik dolg. In to, da je preveč denarja na svetu, je po mojem en velik nateg in jaz mislim, da dolarja primanjkuje in da zaradi tega se kriza poglablja. To je moje osebno razmišljanje in moje opazovanje financ in moje razumevanje finančnega sveta. Torej, to je bila prva strategija, ki jo naredite lahko, preden se puščain omrežje lansira. Naslednjo strategijo, ki jo bom posnela, bo bridge, torej med Ethereum omrežjem, most in med puščenim omrežjem. A se da z njim kaj zaslužiti, cene, kaj se bo dogajalo, to bodo nekako raziskave, predvidevanja, v bistvu, in pa kaj lahko naredite na začetku tisti, ki bi radi s temi stvarmi trgovali, pa mogoče zaslužili. To bodo ideje, strategije, ki jih premislite. Fino je, da jih mogoče veste, pa če boste mislili, da je to dobro za vas, uporabite, če boste videli, da boste lahko zaslužili, ampak fajn svojo lastno bučko, prosim, razmislite svojo lastno bučko z lastnim raziskovanjem, ne vsemu slediti temu, kar jaz rečem, ker se tudi zmotim, ker če se ne bi motila, bi zdaj že imela milijone, pa jih še nimam, tako da. Pa tudi, ko jih bom imela čez,
par let ne bom tega razglašala, ker takoj k sebi privlečeš pač hekerje, napadalce, ljudi, a ne. Tako da zdaj zaenkrat povem, da nimam milijonov, pač sem tako kot vsi navadni ljudje, trudim se, imam znanje, grem naprej, ne bom obupala. Jaz bom objavila tudi spodaj, ker vam to zastonj objavljam, tele videe, vam bom objavila spodaj tudi, če bi želeli donirati kaj v bistvu pač na Polščen oziroma pardon, na Ethereum omrežju ali pa na Binance omrežju ali pa Bitcoin, če bi mi hoteli kaj donirati za ta moj trud, če so vam videi v redu, če zaslužite v bistvu od tega, kar vam govorim, če vam kaj pomaga, bom zelo vesela, ker lahko potem jaz tudi vložim v nadaljnje raziskovanje, ki ni prav poceni in pa tudi v bistvu rabim za izobraževanje zelo veliko denarja, sem že v to vložila, da na začetku mi nihče ni hotel nič povedati, sem mogla več kot 2000 evrov plačati, da sem prišla do prvih informacij, s katerimi sem potem štartala sama in začela raziskovati. Tako da dobrodošli, da lajkate, da delite, da kliknete zvončka, se naročite na moje novice, na moje sociale, pač, kjer obveščam ljudi, ne morem pa vsakemu posamezniku mailov pošiljati, to razumete, ker nimam časa, zato se vi naročite, vi meni sledite. Če boste sledili pa dobivali te novice, vam lahko tudi pomagajo do zelo velikih zaslužkov. Če boste delali modro, ampak delajte modro, pa upoštevajte nasvete za varnost. Lep dan želim, pa se vidimo pri naslednjem videu. Nasvidenje.